Tu je Franček, rad bi se igral, zdaj velik bo postal. Franček in prijatelji za vas nešteto zgodb imajo za vesele dni. Glejte Frančka, k vam prihaja. Glejte Frančka, k nam prihaja. Tu je Franček. Franček in posnemovalec. Franček je znal seštevati in si zavezati vezalke. Rad je bral zgodbe in bolje kot kdorkoli drug je znal narisati čudovito barvite oblake. A nekega dne je nekdo drug narisal oblak, natanko takšnega, kot bi ga narisal Franček. Wow, super oblaki, Franček! Hvala, taki so ob sončnem zahodu. No, prav, naj pogledam te oblake. Res so super! Kaj je super? Imenitni oblaki, Franček. Jaz znam narisati samo bele in velike. Jaz tudi, ko bi le znal risati takšne kot ti. No, vedeti moraš, kdaj je potrebno oranžno barvico zamenjati za vijolično. Precej zapleteno je. Ja. Hej, družba, kaj naj še dodam svoji risbi? No, če hočeš, da je videti kot lizika, ji v sredini dodaj še spiralo. Pa sploh ni lizika. Ja, Franček, kaj res ne vidiš, da gre za balon? Ne, tudi balon ni. Medved, ti veš, kaj sem narisala, kaj ne? Povečevalno steklo? To je roža. Prav. Saj se vidi. Niti rože ne znam narisati. Seveda jo znaš. Le par podrobnosti še dodaj. Kakšnih podrobnosti? Saj veš, delo v rože. Ti pokažem. Tako. Super je videti, Franček. Dodam še kak oblak sončnega zahoda? Pa daj. Te vrste oblake začnem risati z oranžno. Hvala, Franček, super si. To pa je barvita risba, zajec. Ja, je, a ne? Imenuje se Moj moped. Kako primerno ime zanjo. Dvigni jo, naj jo vidijo še ostali. Seveda. Odlična je! Hej, tile oblaki so izvrstni. Hvala, medved. Ne tvoji oblaki, Franček, ampak zajčevi. Odsev zlatega sončnega zahoda na oblakih je res mojstrsko narisan. Saj to so moji oblaki. In potem je gospod Čuk pohvalil zajca in njegove oblake. In zdaj prav vsi mislijo, da zajec riše najboljše oblake. Je bilo narisanega še kaj drugega razen tvojih oblakov? Ne, le zajčev moped in drevo. Torej, risba ni bila povsem enaka kot tvoja. Ne, ampak so bili oblaki takšni kot moji. Mogoče to lahko vzameš kot kompliment? Zajcu so bili tvoji oblaki tako všeč, da jih je hotel tudi na svoji risbi. Ni bilo treba kopirati mojih. Lahko bi narisal svoje. Nikogaršnje risbe ne bodo takšne kot tvoje, Franček. Prav ima. Ozri se naokoli. Vedno boš najljubši umetnik. Saj vem. Učenci, slabo novico imam. Zunaj se danes zaradi dežja ne moremo igrati. In dobra novica je, da smo ravnokar dobili nove barvice. Rumeno! Wow, vijolična! Tole hočem, tole pa še tole.
Kaj boš pa danes narisal, Franček? Nisem se še odločil. Ja, jaz tudi ne. S temi že ne bom barval. In tale se imenuje žabji nos zelena, in tale Rudolfov nos rdeča. In tale Pujsov nos roza. Hej, Franček, daj svoje barvice na sredino. Delili si jih bomo. Ne, hvala. Danes bom sedel v oknu. Aha, že vidim. Še ena risba svetlega poletnega dne. Ja, samo ne vem, kaj naj ji še dodam. Vsekakor si na dobri poti. Kaj pa ti rišeš, Franček? Prav nič. Gotovo kaj enkratnega, kaj ne? Skrivnost je. Super, komaj čakam. Dobro vem, kaj hoče. Ti oblaki so samo moji oblaki. Ojej, tole pa so zelo realistični oblaki, Franček. No, ja, to so moji nevihtni oblaki. Moram reči, da tvoja slika izjemno ponazarja današnje vreme. Takole je Franček s črno in vijolično narisal grozeče nevihtne oblake. Wow, Tako se odlični dela, so. Franček. Wow, te oblaki so imenitni. Vsi se veselimo končnega izdelka. Franček, bi lahko tudi na moji risbi dodal nekaj nevihtnih oblakov? In moj tudi, Franček. No, kaj pa vem? Zakaj ne bi narisala svojih oblakov? Malo drugačnih. Vama bom jaz pomagal. Tudi jaz znam risati nevihtne oblake. Zajec posnemovalec si! No, če pa res... Zajec ni vedel, da te to moti, Franček. Saj vem, ne bi smel reči tega. Pravzaprav ne vem niti, zakaj si se tako razburil. Te so samo oblaki. Že, ampak so moji oblaki. Toda oblaki pripadajo vsem, Franček. Tvoji so le, če splezaš po veliki lestvi in nanje napišeš svoje ime. Medved. Glej, tudi jaz znam narisati nevihtne oblake. Oblake. Zajec posnemovalec si! Zakaj sem to rekel? O, ne! Tudi jaz sem posnemovalec! Imenoval sem jih moji oblaki, pa v resnici sploh niso bili moji. Prerisal sem jih s plakata. S tem ni nič narobe, Franček. Ja, pa je, mami, posnemovalec sem! Posnemanje je način, da se naučiš nekaj novega. Danes to počneva z očetom. Kaj res? Aha, gospod Krt nama kaže, kako igrati golf. Samo ponavljaj za mano. Stopala narazen, zravnaj se, glavo gor. Točno tako, ja. Videti je enostavno. Stopala narazen, zravnaj se, glavo dol. Mogoče bi mi tole lahko pokazal še enkrat. Takole, dragi. Ojej, mami, dosti boljša posnemovalka si od očeta.
Hej, zajec! A? Franček, kaj pa ti počneš na moji avtobusni postaji? No, govoriti sem hotel s tabo. Za tvoje oblake gre, a ne? Ja, včeraj se ne bi smel tako razburiti. Oprosti mi, zajec. Je že v redu, Franček. Ne bi te smel posnemati. Ne, ravno za to gre. Tudi jaz posnemam. Kako to misliš? Oblakov sem se naučil risati, ko sem jih prerisoval svojega plakata. Kaj res? Aha, posnemovalec sem. In jaz sem se jih naučil od svojega najljubšega slikarja. Tebe, Franček. Hej, hvala, zajec. Avtobus prihaja! Posnemovalec! Franček, starejši brat. Franček je znal seštevati in si zavezati vezalke. Rad je imel palačinke s posipom in s prijatelji je rad igral različne igre. Nekega dne se mu je zazdelo, da bi znal biti dober, starejši brat. 3, 2, 1, izstrelitev! Pripravljeni na povratek! Previdno, rakun. Ne smeš ustati, dokler se igrišče ne preneha vrteti. Tudi oblaki se vrtijo. Smešen si. Zdravo, sem Veveriček, tu sem na obisku pri babici. Jaz sem Franček, to sta lisjak in rakun. Zdravo. Se lahko igram z vami? Ah, kaj pa vem, igramo se igre za večje. Ja, ne bi hoteli, da si kaj narediš. Ampak zabavno izgleda. Pustimo mu, da se igra z nami, no. Nov je tu, nikogar drugega ne pozna. Ampak majhen je še. Kako nas bo dohajal? Bilo bi, kot da bi imel mlajšega brata tu. Pri vsem mu moram pomagati. No prav, kaj pa če bi jaz pazil nanj? Si prepričan? Ja, ideja starejšega brata mi je kar všeč. Prav, ti boš moral skrbeti, da nas bo mali dohajal. In ti se boš z njim igral, če kakšne igre ne bo zmogel. Prav, Veveriček, lahko se igraš z nami. Samo mene se drži, prav? No, prav. Jaz bom kot tvoj starejši brat. Kaj res? Kako imenitno? Ne pozabi se trdno držati, ker bo šlo zelo hitro. No, prav. 3, 2, 1, izstrelitev! Čisto vse se vrti. Ne spusti se še! Ne pozabi, Franček, če mu bo postalo slabo, boš moral ostati z njim. In ti se boš znašel v težavah, ko bo prijokal domov. Je vse v redu, Veveriček? Seveda, Franček, super je bilo. Hej, lahko mi rečeš starejši brat, če želiš. No, prav. Hvala, starejši brat. Pridi, Franček, no? gremo se vrtet. Fant. Grem lahko tudi jaz? Grem lahko? Počakajte. Težko je skočiti na vrtiljak, ko se že vrti. Hvala, starejši brat. Starejši brat? Brat. Hej, samo skrbim za malega, prav? Če ostaneš na sredini, se boš lažje držal. No pa dajmo. Pa ne prehitro, fanta. Ui! Aha, uj. Hitreje. Prav. Prav. Drži se, Veveriček. Hitreje. Wow, kako hitri smo bili. A ne, komaj sem se držal. Si v redu, Veveriček? Dajmo še enkrat.
Kdo od vas je za plezanje? Jaz! Jaz tudi! Naj ti pokažem, kako gre? Hej, Franček, raje pohiti! Ja, da ti mlajši brat kam ne uide. Majhen je, ampak hiter. Prosim, bodi pozoren. Pokazal ti bom, kako to gre. No prav. Oprimeš se droga in se povlečeš. Me gledaš, Veveriček? Aha, gledam te. Odličen plezalec si. A ne tako kot Veveriček. Naravni talent je. To pa res. Očitno je, da ne potrebuješ lekcije iz plezanja. Ampak, a ni to naloga starejšega brata? No ja, ampak že zdaj si izvrsten plezalec. Hej, si se kdaj igral s frnikolami? Ne. Krasno, pokazal ti bom, kako to gre. Odličen met, Franček. Hvala, na vrsti si, Veveriček. Boš lahko ponovil, kar sem naredil? Poskusil bom, Franček. Ker doslej še nisi igral, ti bomo dovolili, da ponoviš, če... Wow, vse 3 je izbil. Odlično. Ja, idealen met. Hej, Veveriček, bi nam pokazal, kako si to izvedel? No prav. Pomaga, če pomoliš jezik iz ust. Hej, pa res pomaga. Ja. Ojej, ni le hiter, ampak se tudi zelo hitro uči. Pridi že, Franček. Igrali se bomo skrivalnice. Počakajte, fantje. Ne bežim. Rad bi vas poskusil najti. Prav, prešteti moraš do 10. Poskusil bom. Počakajte, to ni fair, fantje. Veveriček se še nikoli ni igral v tem gozdu. Ne bo vedel, kje so dobra skrivališča. Zakaj pa mu ne pomagaš? Saj zato pa so starejši bratje. Ja. 6, 7, 8, 9, 10. A ja, 8, 9, 10. Pripravljeni ali ne, prihajava! V hipu jih bova našla. Ta gozd poznam tako dobro kot svoj oklep. To je skrivališče, ki si ga navadno izbere rakun. In to je lisjakov najljubši prostor. Jej, morda pa zna trajati malce dlje kot sem. 1, 2, 3, rakun. O, našel me je. In 1, 2, 3, lisjak. O, šment. Spet sploh ni potreboval moje pomoči. Pri nečem pa Veveričku mendaja lahko pomagam. Že vem. Zelo zahtevno je vreči naravnost, zato se ne počuti slabo, če bo prvi met čuden. No prav, ne bom se. Super met. Ja, ujemi, Franček. Wow! Dober poskus, Franček. Izvoli. Hvala. Žal mi je. Zdrsnil mi je. Je že v redu, Franček. Res je zahtevno vreči naravno. Mislim, da je Franček tisti, ki ima starejšega brata. Vrzi ga meni, vrzi ga meni, vrzi ga meni. Kot starejši brat se pa res nisem izkazal. Dober met. Vrzi ga meni. Tukaj, vrzi ga meni. Že leti tja. Imam ga, imam ga. Leteča veverica. Franček! Franček, pomagaj mi. Prihajam.
Hitro, Franček, bojim se. Je že v redu, Veveriček, imam te. Tako se dela, Franček. Ja, še dobro, da si ga imel ves čas na očeh. Hej, starejši bratje morajo pač skrbeti za mlajše, ni tako? Kaj? Prav imaš. Ojej, Franček, stavim, da lahko hitreje plavaš kot riba. No, mogoče ne tako hitro. Ti si moj junak. Želim si, da bi bil vsak dan moj starejši brat. Jaz tudi. Hej, ko boš naslednjič obiskal svojo babico, bi te lahko jaz naučil plavati pri nas doma. Za hišo imamo majhen bazen, idealen zate. O, fant, ure plavanja. Babico bom vprašal, če lahko kmalu spet pridem na obisk. To bi bilo super. Adijo, Franček. Adijo, Veveriček. Ja, to bi bilo super. No, kaj bi pa zdaj počela? No, lahko gremo po mojega mlajšega brata. No prav, ampak si ga delimo. Seveda, ampak jaz bom prvi starejši brat. Konec koncev je moj brat. In jaz sem naslednji. Franček je že bil na vrsti.